Prizora, ki se ju ne moremo naveličati gledati. Pa dajmo še enkrat. Iskati gol je bil skupek misli v popotnici pred odhodom na Ciper, zabili 2 pa bo zapisano po razpletu, ki je spet zarisal Ljudski vrt na evropski zemljevid najmanj do decembra. Novo veliko predstavo ekipe v vijoličastem je z 2 goloma oplemenitil Agim Ibrahimi. Makabi je moral priznati kapitulacijo, naprej gre Maribor. Cijela ekipa je garala maksimum, mislim, delali smo maksimum, oni so pa od začetka tepili nas, udarili pač, mi smo vedeli, da bojo prevzeli inicijativo in da mi moramo izkoristiti te kontre pa polukontre, ki bomo imeli, in tako je bilo in še enkrat bi rekel, zasluženo bi zmagali. Če bi igrali v Izraelu, bi dobili še gole oni. Da se bo razpletlo po željah je nakazal že začetek dvoboja. Slovenski prvaki so nad izraelske krenili odločno. Za napovednik nepozabnega večera je Bohar podal do Villerja, ki je pred golom iskal in našel Tavaresa, a je Španec v izraelskem golu preložil potrditev odločitve. 28 stopinj, vlažnost 78%. To so razmere, ko le sediš in se že potiš, toda moštva, ki je dobro vedelo, kaj hoče, nobene okoliščine niso ustavile na poti do cilja. Odpiranje rajskih vrat po akciji, ki jo je začel Filipović, nadaljeval Tavares, ki je takoj opazil na levi strani Boharja. Strelec iz Ljudskega vrta tokrat ni premagal vratarja, je pa Juan Pablo žogo le odbil do Ibrahimija, ki je zatresel mrežo prav pred tribuno z najzvestejšimi mariborskimi navijači, ki so, ne glede na razdaljo, vedno neprecenljiva podpora. Nogometaši v rumenem so vmes zanimirali svoje navijače, ki so dopotovali iz Tel Aviva, ko so iz ene redkih akcij izenačili. V kazenski prostor je podal Mika, pritekel je Benheim, uspel prestati dvoboj in je spravil žogo v mrežo. Gol pred odhodom v slačilnico je začasno obudil upe Makabija, toda po 3 polčasih je bil še vedno v prednosti Maribor. Maribor, ki po napovedih ni branil izhodišča z domače tekme. Tudi v drugem polčasu najprej grožnja za Makabi. S sodelovanjem Boharja in Ibrahimija, ki je poslal žogo v sredino kazenskega prostora za Tavaresa, kapetan ni uspel priti do udarca, je pa podal Vršiču, ki mu ni veliko manjkalo, da bi poskrbel za nov trenutek veselja. Da bo tekma našla svoje mesto na seznamu epskih v klubski zgodovini, je poskrbelo naslednjih 60 sekund. Med akcijo, tudi s kančkom sreče, je Radi podal kazenski prostor, Zahaviju ni uspelo priti do udarca, se je žoga odbila do soigralcev za njim, Ben Basat je ostal neoviran in spravil žogo v mrežo, 53. minuta, 2:1. Toda tekmeci niso uspeli niti pomisliti, ali lahko pridejo do preobrata. Že je sledil odgovor v vijoličastem, 54. minuta, 2:2. Takoj v naslednji akciji se je spet zatresla mreža Makabija. In to na kakšen način. Izjemna asistenca Mitje Villerja, strelec pa znova Agim Ibrahimi. Tokrat s prekinjeno odmerjenim udarcem z glavo. Tekma je imela različne mejnike, toda ni dvoma, da je ob golu za 2:2 šlo za prelomnico. Mislim, da je bil tisti drugi gol ključni moment v našem tekmi, katerim smo dokončno potrdili, da smo na pravi poti, dokončno dokazali Makabiju, da če se bo le malo sprostil ali pa bil ležer v fazi obrambe, bomo ga takoj kaznovali. Zadovoljni smo z uvrstitvijo naprej, pomeni, da je Liga Evropa tukaj, normalno zaradi naše ambicioznosti pa se želimo tudi v Ligo prvakov. Makabi je za napredovanje potreboval še 2 gola, ekipa, prekaljena v mednarodnih preizkušnjah, ni obupala in v končnici storila vse, da bi nadaljevala sanje v Ligi prvakov. Ben Basat med zaključnimi poskusi ni bil natančen. Ko je Radi spravil žogo pred gol, jo je v gneči Stojanović odbil pred golovo črto. Ob novi podaji pred gol se je dobro odzval tudi Mika, toda še bolje
Handanović. Z nogo je obranil njegov udarec in s tem posredovanjem dokončno razorožil Izraelce. Upov Makabija o preobratu je bilo konec in v končnici so se komaj izognili novemu porazu. Viler je v nizu uporabnih podaj poskrbel tudi za priložnost Saladiha, ki je takoj po vstopu v igro dodal še nekaj nove energije in rešitev v ofenzivnem delu. Tekmeci so dojeli, da je ob takšnem Mariboru nemogoče priti do še 2 golov, po akciji Mendija pa je imel kot zadnji med pestrim dogajanjem priložnost Bohar, a je žoga švignila čez prečko. Ostalo je 2-2, kar je pomenilo v skupnem seštevku 3-2 in slavje se je lahko začelo. Najprej na stadionu, veselo pa je bilo tudi na avtobusu, ki je junake Larnake odpeljal nazaj v hotel. Samo ena čas, samo ti si naš, gremo Maribor. Vedno to neka drugačna slavja, vedno se slajša, tako da upam, da jih bo še veliko. Kot pravi vsi, se mi zdi, da noben razlog ne ve, kje je domet te ekipe, tako da bomo videli. Pa to je za fante. On je naš ata, on je bolj tako na tleh, pa uno, ne, on ne leti po zraku. Prvi vtisi se nekaj časa še ne bodo polegli. Četrtič zapored v skupinskem delu, zrela tekmovalnost vijoličaste čete pa je znova prišla do izraza. Liga Evropa je zagotovljena. Ambicioznost projekta pa v navezi s kvaliteto zbranostjo ekipe pogleduje tudi proti Ligi prvakov. Kdo bo nasprotnik v play-offu, bo znano v petek nekaj minut po poldnevu. Makabi se je kot nosilec že opekel. Tudi preostali si v zadnjem kvalifikacijskem krogu ne bodo želeli ravno Maribora. Pred novim evropskim vrhuncem sledi še preklop na domače prizorišče. Euforiji je vstop prepovedan, takoj po pristanku se je ekipa kar z letališča odpravila na trening. V soboto je že na vrsti dvoboj z Gorico, ko lahko vsi skupaj pozdravimo junake Larnake. S čestitko za doseženo in dodatno energijo v pričakovanju novih izzivov. Vstop v Ljudski vrt bo prost, je pa sprejem ob vrnitvi na mariborsko letališče pokazal, kakšno dimenzijo ima dosežek v torkovem večeru in kakšno ozračje se obeta ob nadaljevanju evropskega popotovanja.